Kazensko pravo od 16. do 18. stoletja je bilo v rokah vladajoče elite. In pa nekako kazensko pravo v tem začetku novega veka ni temeljilo na poboljšanju prestopnikov, ampak glavni element le tega pač je bila ponovno vzpostavitev pravice s tem, ko so prizadeli telesne muke tistemu, ki je kršil splošno veljavni red in pa hkrati tudi božjo ali cesarjevo voljo. Kar pomeni, da so seveda pač morali dobiti priznanje zločina in da so lahko dobili priznanje zločina, so seveda pač tukaj morali uporabiti tudi mučilne metode. Za lažje razumevanje kazensko-preiskovalnega procesa od 16. do 18. stoletja, ki se je začelo v Ječi, potem je šlo preko zaslišanja, na koncu se je zaključilo z izvršitvijo same kazni, bomo spremljali zgodbo dveh kostumiranih likov, torej ženske, ki je bila obsojena čarovništva in pa rablja, ter njuna zgodba temelji na prvem večjem čarovniškem procesu, ki je potekalo v Ljubljani koncem 17. stoletja, natančneje leta 1691. In pa prva postaja te zgodbe bo ravno pri Ječi, saj je Ječa v tistem času veljala za prvi postanek v kazensko-preiskovalnem procesu in pa hkrati je tudi veljala za prostor telesne bolečine in simbol strahu. Zakaj? Zakaj v tej grozni Ječi gnijem že toliko dni? Zakaj? Vse skupaj se je bilo začelo, ko se je bil sem vam pripravljal na trgu. Veselila sem se ga z mislijo, da bom zopet kakšen krajcar ali dva iztržila. Pa so mi ga kaj hitro mestni biriči zasolili. Od nikoder so se vzeli in so me tam pred vsemi uklenili v verige in odvlekli sem v to strašno Ječo. Meščani pa nič. Namesto, da bi mi pomagali, so vpili. Coprnica je, točo je delala, na grmado z njo. Bog, le kaj me je doletelo. Če samo pomislim na to, kaj me čaka, se mi kar hudo stori. Pa nisem kriva. Moja vest je čista in neomadeževana. Anica Gorjup ni ena tistih, ki so se povezale s hudičem. Ni ena tistih, ki je kriva za vse nesreče, ki so našo deželo doletele v zadnjih letih. Ni. Ni. In ne more biti. Pa vendar, tudi tista Urška, še do nedavnega zaprta tukaj ob meni, je na začetku trdila tako. A ko so jo odpeljali prvič, se je vrnila zlomljenega telesa in duha. Rekla je, da ni več zmogla in da je vse priznala. Rekla je, da bom jaz naslednja. Kaj je mislila s tem? Tega nisem nikoli izvedela. Ko so jo odpeljali drugič, se ni več vrnila nazaj. Poglejte! Nova ptičica me že čaka. Se kaže, da mi bo leto gospodovo 1691.
do dobro napolnilo mošniček. 3 leta že upravljam službo cesarskega krnika v deželnem glavnem mestu Lajba. Pa so bila vsa 3 bolj pičla po zaslužku. Težak je moj poklic. Nasledil sem ga od očeta. Svojim delom sem zaznamovan. Ljudje na ulicah in trgih se me izogibali. Tako v krčmi, kakor tudi v Božjem hramu imam odrejeno posebno mesto. Pravijo, da sem nečasten človek. Pa kaj bi to? Služba je služba in denar ne smrdi. Sedaj opeljem pred gnadljivega gospoda sodnika. Je že pripravljena. Tudi v čarovniško srajco je že odeta. Le poglejte jo, kako drgeta. Zagotovo njena kosmata duša že sluti, kar jo čaka. Coprnija je obtožena in zagotovo bo sprva vse zanikala. A ne bo dolgo tajila. Vam povem, vse so enake, ko jih v oblast dobi ljubljanski rabor. Heinz, Heinrich, Selinger. Vse prav hitro zapojejo, ko pridejo meni v roke. No, pa ne prehitevajmo. V cesarskem zakoniku stoji, da jo mora najprej izprašati gnadljivi gospod sodnik. Pridi! Zagotovo naj jo že čaka. Manjše kazni, kot je na primer prepir, ki je bilo omenjeno strani Anice, vse to je v bistvu nekako bilo kaznovano s sramotilnimi kaznimi in pa te sramotilne kazni, na primer v bistvu preparljivost, pretepanje, potem kakšno ponižanje oziroma tudi kakšno goljufija ali manjše tatvine in tako naprej. Vse to je nekako spadalo predvsem v nižje sodstvo in pač se je kaznovalo temi sramotilnimi kaznimi. Nekako v tistem času so na primer predvsem te tatove, manjše tatove, so tako na primer vklepali v sramotilne stebre. Preden so jih vklenili v te sramotilne stebre, so jih v bistvu najprej ožigosali na lice ali na hrbet in potem jih vklenili v stebre, da so seveda pač tam bili nekako izpostavljeni temu ponižanju pred vsemi ljudmi, pred občinstvom in na koncu so jih potem tudi še izgnali iz mesta. No in v to leseno klado so potem tudi vklepali kakšne pijance, lažnivce, mesarje in peke. Poleg tega imamo tudi sramotilne maske, z njimi so tudi kaznovali predvsem te manjše prestopke. Kaznjenci so v bistvu morali te maske nadeti in so potem s temi maskami tudi morali iti skozi center mesta in pa, da je bila nekako ta kazen še hujša, so jim potem celo dali kot neke table, obesili okoli vratu, na katerih pa potem pisalo, katere zločine so v bistvu storili. Poleg tega poznamo tudi sramotilne gosli, ki jih je tudi v bistvu že Anica omenila. Z njimi so predvsem kaznovali ženske, ki so se zelo rade pretepale in pa tudi nezakonske matere, tako da v njih so oklenili žensko, ta večji del so oklenili okoli vratu, manjši skozi manjši del so potem dali roki in pa da je bila ta kazen še hujša, so potem na drugo stran oklenili še ene podobne sramotilne gosli in noter vklenili tisto osebo, s katero se je ta prva oseba prepirala. In pa še ena taka zanimiva naprava je sramotilna piščal. Že sama naprava je tudi zelo podobna glasbenemu instrumentu, saj so s to napravo tudi kaznovali slabe muzikante oziroma slabe glasbenike, tako da s to napravo so potem predvsem bili kaznovani tudi tisti, ki so mogoče izrekali kakšne slabe besede oziroma pač, ki so izrekali psovke. Kar se mi je zgodilo takrat, ni bilo nič v primerjavi z danes. Pa vendar, tudi takrat mi ni bilo do smeha. Ne telo, ampak moja čast je bila tista, ki je trpela. Takole je bilo. Sosedovo Maruško
Sva se že dolgo časa po strani gledali. Nenehno me je vlačila po zobeh in o meni govorila nečedne stvari. Če dobro pomislim, in tudi sama nisem ostala dolžna. En dan sem iz čiste zlobe izustila, da Maruška s Pekovim pomočnikom Urhom prešuštvuje. To pa je bil očitno korak predaleč. Kar tam, sredi ulice, smo si skočili v lase, v nedeljo je bilo. In ravno takrat je mimo prišel mestni sodnik z 2 svojima beričema. Pri priči so naju obe z Maruško utaknili v sramotilne gosli in z verigo pripeli na pranger pred Rotovžem. Kakšna sramota. Bilo je ravno v času med 2 mašama in zjal res ni manjkalo. V njihovo neizmerno zadovoljstvo in zabavo sva tisti dan z Maruško v duetu pretrpeli marsikaj. Glasno zasmehovanje, obmetavanje z gnilim sadjem in jajci in še brca ali 2, da je bila mera polna. Ko so naju na koncu dne končno izpustili, sem se obrezane časti hitro pobrala domov. In še cel mesec si niti nosu nisem upala pomoliti iz hiše zaradi te silne sramote. Causa minoris. Male kazenske zadeve tudi mene mnogokrat zaposlijo in mi kakšen krajcar navržejo. Bogokletje, prepirljivost, pretepanje, goljufije, manjše tatvine, pa tudi prešuštvo. Vam povem, Ljubljančani so kar razgrete krvi in mnogo kateremu samo eno gnezdece nas zadostuje. Pa dokler je to očem skrita. Kaj ne? Ko pa se enkrat izve, takrat pa je potrebno zadostiti pravici. Že nekaj let bo tega, ker so odkrili, da ima naš vrli krojač Premc kar 3 žene. Drago ga je stal ta greh. Odkar ga je na natezalnici priznal, brez nosu hodi po svetu. Pa tudi nekatere Ljubljančanke niso v tem obziru nič boljše. Se kar rado zgodi, da katera žena svojemu možu natakne rogove. Takrat sramota doleti oba. Prav poseben sprevod se v tem primeru pripravi. Ženo ritensko privežemo na osla in v roke položimo oslo v rep. Prevarani mož pa je vsem na očeh primoran voditi skozi mesto. Pogostokrat pa tudi zakonolomce za nekaj ur vtaknemo v norčijsko kletko, ki jo imamo pred mestno hišo, na kar jih jaz izšibam in jih v poduku sem skozi mestna vrata ženem iz mesta. Težje kazni pa so bile na koncu v pristojnosti višjega ali krvnega sodstva in pa nekako v tistem času v bistvu bi proces preiskave strogo ločen od same obsodbe in pa tudi od izvršitve kazni, kar v bistvu pomeni, da sam proces preiskave je potekal za zaprtimi vrati in pa v tem prostoru so nekako bili prisotni sodnik, ki je bil hkrati preiskovalec in pa tudi tožilec, pisar, ki se je vedno vse zapisal, vsako besedo, kaj se je dogajalo znotraj tiste sobe, poleg tega 2 sodna prisednika, ki so običajno bila člana mestnega sveta in pa seveda tudi sam rabelj in pa vsaj eden izmed njegovih hlapcev. Zdaj nekako v tistem času od 16. do 18. stoletja so predvsem poznali 3 stopnje mučenja. Prva stopnja mučenja je izgledala nekako tako, da so žrtev pripeljali v mučilno sobo in tam se je rabelj predstavil svoji žrtvi
in pa tudi počasi začel nekako opisovati, katere močilne naprave bo uporabljal na njej in pa seveda kakšne muke ji bo prizadel s temi močilnimi napravami, v kolikšni meri jih bo uporabljal, kakšno bolečino ji bo povzročal in pa koliko daleč v bistvu bo seveda šel s temi močilnimi napravami. In tako naprimer je tudi lahko opisal zasliševalni stol, ki seveda je na pogled izgleda zelo grozeče in pa seveda pač tudi se lahko zamislimo, kakšne neznosne muke so seveda žrtve preživljale na tem stolu. Poleg tega so poznali tudi mučenje z vodo, ko so seveda žrtev položili v ukrivljenem položaju na hrbtno stran in so jo potem tudi noter v usta s pomočjo lijaka zlivali ogromne količine vode in ne samo vode, ampak tudi urin, gnojilo, odplake. Poznali so tudi strapado. To je v bistvu ena posebna naprava, kjer je v bistvu so žrtvi zavezali roke na hrbet in jo potem v bistvu na ta način tudi dvigovali v zrak. Poznana je tudi bila natezalnica, ki se jo pač s pomočjo vrvi so žrtev privezali na to natezalnico in so jo potem pol toliko časa natezali s tem, da obstajajo tudi zapisi, da ne bi se lahko tudi človeško telo raztegnilo do 30 centimetrov. Zakaj me gnadljivi gospod sodnik sprašuje te stvari? Jaz nisem ena tistih, ki se ukvarjajo s coprništvom. Nisem se udeležila nobene čarovniške grdobije. Nisem se povezala s hudičem in nisem z njim imela zveze. Nisem z zlodejev pomočjo delala toče in neviht. Nisem škodovala blagu in živini. Nisem se s ostalimi coprnicami shajala na razuzdanih kostijah. Nič ni resnično. Vse je zlagano in izmišljeno. Zgledna krščanska žena sem in ne coprnica. Kdo so ti možje, ki mirno sedijo tukaj in v tišini poslušajo te strašne obtožbe? Zakaj si oni ta tretji vse zapisuje? Gnadljivi gospod sodnik, o kakšnih pričah govorite? Katerega zlohotneža je obsedel ta črn in mu na jezik položil te besede? Urška, ta, ki je bila še do nedavnega zaprta tukaj v meni, v ječi. To je imela v mislih, ko je rekla, da sem jaz naslednja. In kaj je zdaj ta zlohotnež, kani stvariti z mano, s tem čudnim orodjem? Groza. Če ga uporabi na meni, nikoli več ne bom enaka. Poglejte jo! Se živca trese, pa vendar noče priznati. Gnadljivega gospoda sodnika bo prav kmalu minilo potrpljenje ob vsem tem sprenevedanju. In kaj kmalu jo bo ukazal mučno izpraševati. Pa mogoče to ne bo potrebno. Ponavadi njej podobne priznajo že potem, ko jim nadrobno opišem, čemu služijo vse te priprave. Od silne groze in kaj hitro upade pogum. In vse priznajo. Prav nič ne zadržijo zase. Prizadeta čast jo bo zagotovo prisilila v priznanje. Če ne prizna, jo posadim še na coprniški stol. Prav letošnjo leto mi je bilo kazano izgotoviti ga. Goldinar in pol sem zaslužil s tem. V nemških deželah je že dolgo v uporabi.
Naši mestni možje pa so se šele sedaj odločili, da ga potrebujemo. Nikaj, coprnije so se tudi pri nas na Kranjskem razbohotile. Vam povem, sedenje na njem povzroča strašne muke. Če pa ne prizna, bi pa mimogrede še ude privijem, da ji bodo vse koščice popuhale. Takrat bo zagotovo priznala. Potem, ko so dobili priznanje, je mogel obsojenec to priznanje ponovno ponoviti, da so ga seveda lahko tudi uradno zapisali. 3 dni pred izvršitvijo kazni so takratne oblasti tudi v bistvu javno naznanile dan obsodbe in pa tudi seveda samo izvršitev kazni. Zakaj 3 dni? Zatega, da bi se rabili imel 3 dni časa, da lahko pripravi vse potrebno za izvršitev kazni in pa da tudi sama žrtev oziroma obsojenec je imela 3 dni časa, da se lahko spovedala vseh svojih grehov. Nekako te smrtne kazni so predvsem izvrševali z različnimi napravami, naprimer za morilce so jih njihove ude so strli s kolesom, prav tako so to storili tudi veleizdajalcem. Bandite so obglavili in tudi obglavljanje nekako veljalo za najbolj častno izvršitev kazni, najbolj častno kazen. Poleg tega tiste, ki so vlamljali v cerkve, heretike in tudi požigalce, so jih potem sežgali na grmadi. Posiljevalce in pa prešuštnike, predvsem te, ki so opravili dvojno prešuštvo, so jih utopili. No, nekako pa so pa tudi v bistvu obstajali posamezniki, ki pa so seveda prestali vse 3 stopnje mučenja, ko niso priznali svoje krivde. Taka oseba, ki ni priznala svoje krivde, je potem bila tudi na koncu izpuščena na prostost, je bila spoznana za nedolžno, ampak se morate zavedati, da taka oseba je tudi v bistvu dala kar težko telesno in pa tudi psihično mučenje, kar pomeni, da pač je bila ta oseba tudi zaznamovana do konca svojih dni. Vse sem priznala, samo da je bilo konec teh barbarskih muk. Ko so me prvič odvedli, posadili na čarovniški stol in me ukazali mučno izpraševati. Takrat sem še verjela v Božjo pravičnost in sem vse zanikala. Hude bolečine so bile prizadejane mojemu telesu, ki je nazadnje podleglo. Brezzavestno so me odpeljali nazaj v ječo. Ko sem se zbudila, me je misel o koncu torture navdala z upanjem. Bolj se ne bi mogla zmotiti. Še 2-krat sem morala pred oči temu poslednjemu človeku, da sem spet zanikala in spet doletel čarovniški stol. Tokrat je pod njim tudi podkuril. Nobena
beseda. Nobeno pero ne more opisati bolečine, ki sem jo užila. Nisem več mogla. Vse sem priznala. Vse, kar so želeli slišati od mene. Priznala sem, da sem delala točo. Priznala, da sem na prašičku jezdila na čarovniške shode. Priznala, da sem se s hudičem rada imela. Olajšanje ob koncu muk, a grozo spričo svoje usode sem čutila, ko so me spet odpeljali v temnico. Dolgo so me pustili v nemilosti telesnih in duševnih bolečin. Dokler mi niso nazadnje sporočili, da imam še 3 dni, da se pokesam svojih grehov in še zadnjič spravim z vsemogočnim. Ko so javno naznanili dan razglasitve sodbe, sem imel še 3 dni časa, da sem pripravil vse potrebno, da bo zadoščeno pravici. Največ sem si dal opraviti, da sem postavil grmado. Že res, da sem porabil 8 klafter drv, 5 velikih otepov slame in pol soda katrana. Ampak sem tudi gol dinar in 46 krajcarjev zaslužil za to. Na njej bo ta uboga grešnica dočakala, kar je namenjeno. Še nobene do sedaj ni hudič tako trdno prijel svoje kremplje in jo zaslepil, da tako trmoglavo zanika. Z mnogimi sem že imel opravka, vendar nobena do sedaj ni bila tako trdoživa. Prestala pa je veliko muk, to je treba priznati. Pa prav zaradi tega, ker je toliko muk pretrpela, je namenjena milostna kazen. Ne bo mi je potrebno ščipati z razbeljenimi kleščami na poti do grmade. Tudi živa ne bo gorela. Gnadljivi gospod sodnik so ukazali, da ji najprej s cesarskim mečem odrobim glavo in na to njeno grešno telo prepustim ognjenim zubljem, ki bodo s poti spravili vse zlo. To mi bo navrglo 2 goldinarja in pol. Še pol drugi goldinar bom zaslužil, ko bom njen pepel spravil črno zemljo k večnemu počitku. No, pa pustimo sedaj to. Slišite mrtvaške zvonove? Sodni dan je tukaj. Množica se zagotovo že zbira. Pridi, vešča. Napočil je tvoj čas. Greva na morišče!
Po smrti Marije Terezije leta 1780 je oblast prevzel njen sin Jožef II. In v času njegove vladavine so predvsem nekako kaznovali zločine ali s prostostno kaznijo ali pa s prisilnim delom. Nekako leta 1803 so seveda ponovno uvedli smrtno kazen, ampak samo za 4 primere. To je v bistvu bil primer umora, požiga, veleizdaje ali pa poneverbe kreditnih papirjev. In pa nekako v začetku 19. stoletja je pomembno vlogo pri prevzgoju prestopnikov odigral tudi Ljubljanski grad, saj je leta 1815 bil preurejen v kaznilnico. Celo je bilo zapisano, da za tisto obdobje je to bila najbolj moderna kaznilnica v času avstrijske monarhije in je kot taka delovala vse do konca druge svetovne vojne. V tem obdobju od leta 1815 in pa do konca druge svetovne vojne so v bistvu tukaj na gradu poznali 3 kaznilniške faze. V teh fazah so v bistvu nekako imeli tudi različne politične zapornike. Mogoče pa se mi potrebno omeniti 3. kaznilniško fazo, ki je nekako delovala v času Prve svetovne vojne, saj je bilo v bistvu v tistem času tukaj gor na gradu zaprtih tudi mnogo znanih osebnosti. Še posebej lahko izpostavimo našega znanega pisatelja Ivana Cankarja, ki je bil tukaj gor na gradu zaprt leta 1914 zaradi veleizdaje. In pa v tem primeru v bistvu bil on zaprt samo za mesec in pol. In pa če bi se potem ponovno vrnili v čas od 16. do 18. stoletja, bi ga seveda v tistem času za ta isti zločin čakala hujša kazen oziroma kazen z smrtjo.